Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. Začenjamo jo v športnem duhu z našim kvizom. Ja, dobrodošli torej v našem športnem kvizu. Tudi danes imamo v naši družbi dva zanimiva gosta. Vesel sem, da lahko pozdravim Matica Kržana in Luko Trtnika. Odličen odbojkar, odličen igralec namiznega tenisa. Kaj pravite, kdo bi začel, imate kakšne preference? Lahko začne Luka, evo ga. Matic takoj pošilja žogo na drugo stran, torej Luka, če sva pripravljena, kar takoj začneva s prvim vprašanjem. Prvo vprašanje iz odbojke sede. Ko vržemo žogo v zrak pri servisu in recimo naredimo napako, ali imamo popravni izpit ali je to pri servisu? Mislim, da je to. Ni popravni izpit. Se pravi, vržeš, če serviraš, ja. Če ne, je to. Najin sodnik bo tokrat Matic. Matic, kakšen je bil odgovor? Ja, odgovor je pravilen, pač ni popravnega izpita, ko žogo vržeš, če pade na tla, je to od drugih ekipe točka. Pravilen odgovor, zdaj pa gremo na drugo stran. K Maticu, kot se spodobi, Matic seveda ne bo odgovarjal na vprašanja, ki so vezane na odbojko sede, ampak vprašanja, ki so povezana z namiznim tenisom. Torej, Matic, koliko točk potrebuje igralec pri namiznem tenisu, paralimpijskem namiznem tenisu, da osvoji niz? Da bo malce lažje. 10 točk, 11 točk ali pa 20 točk. Gre seveda za tiste regularne točke, ne govorimo o podaljških. Ja, moj zadnji odgovor je 11 točk. Zadnji odgovor, to pa je zelo suvereno, moram reči, suveren odgovor, brez česarkoli, brez oklevanja, se pravi 11 točk, najin sodnik bo tokrat Luka. Luka, kaj rečeva? Ja, mislim, da je kar prav odgovoril. Vsak set se ponavadi zaključi. 11. točka, ko jo dobiš edin, če mora biti vedno dve razlike, torej če je 10-10, mora biti 12-10, če je 11-11, 13-11, drugače vedno 11. 11 točk, torej tudi čestitke, Matic, vidim, da sta v odlični formi, pa imamo še nekaj malega časa. Luka, če vas vprašam, kaj je bil vaš, oziroma se spominjate kakšnega maratonskega niza iz svoje kariere, recimo, ki se ni končal z 11? Ampak pišeš tudi. Ja, če štejemo moje treninge, jih je bilo kar veliko takih setov. Je bilo že tudi 28, 26, tako da je bilo, te so kar napete. Ja. Na vrsti je znova Luka. Vprašanje je na nek način podobno. Pri odbojki sede, ko je rezultat 24-24, kaj se zgodi? Se igra na 2 točki razlike ali ne? Ja, jaz bi kar rekel, da je to isto, kar pri namiznem tenisu, da se igra na 2 točki razlike. Se pravi, zelo podobno, 2 točki razlike. Znova imava sodnika kar tule, zelo blizu in Matic bo kmalu povedal, kaj je res in kaj ni. Ja, definitivno je isto pri odbojki, igra se na 2 razlike. Tudi mi smo imeli že parkrat maratonski niz, v tem primeru, kar ni konca, ampak upaš, da je čim prej konc teh 2 piki, ampak vedno se vleče 2 piki v nedogled. Prej pa bolj, da ne govorim. Luka, čestitke, 2 točke, 100% izplen za enkrat. Ja, tole bo očitno trd boj do konca. Drugo stran, Matic, pripravljen, gremo lahko z naslednjim vprašanjem. Zdaj pa vprašanje, ki je vezano na množično športov. In če vprašam, paranamizni tenis med paralimpijskimi športi, kako zelo množičen je, in da bo spet malce lažje, vprašam, ali je najbolj množičen šport, ali je 3. najbolj množičen šport, ali 5. najbolj množični šport, če upoštevamo športe, ki so na paralimpijskih igrah. Jaz mislim, glede na to, da je že
paranamizni tenis kar prepoznaven v tem. Jaz rečem, da ni najbolj množičen, mislim, da je na 3. mestu. Na 3. mestu. Ja, tukaj lahko pokimam, Luka, bova kar oba prikimala, ne? Matic tudi 1 točka. Ja, čestitke, 3. mesto pred paranamiznim tenisom. Naj bi bila samo 2 športa, in sicer atletika in pa plavanje. Torej, Luka, jaz bi rekel, tudi v izjemno ostri konkurenci, več kot 100 držav naj bi se ukvarjalo s tem športom, tako da konkurenca je izjemna. Luka se verjetno ne moti, ne? Ja, konkurenca je res zelo dobri igralci so v vseh kategorijah. Tako da, ja, težko je, ampak zato treniramo. Če pogledamo na semafor, še vedno smo povsem izenačeni, podaljškov nimamo, ampak sta pa še 2 vprašanji za vsakega. Vprašanje za Luko, gremo malce k pravilom. Višina mreže pri odbojki sede in da bo vprašanje malo težje, se pravi malo bolj natančno, seveda govorimo o višini mreže pri moški odbojki sede. Za rahlo pomoč je višina visoka, oziroma mreža visoka 100 cm, 105 cm ali 115 cm. Moška sede. To je zelo težko, ampak ali je 105 ali pa 115 in mislim, da je 115, nisem ziher. 115 imamo srečo, sodnike ob v najni družbi. Ja, pravilen odgovor. Yes. Tako je. Bravo. Mislil sem, da boš rekel 105, zaradi tega, ker je velika razlika med 105 pa 115. Ne? Jaz bom tako rekel, kar se tiče pri nas, v naši slovenski reprezentanci imamo samo enega, ki je zelo visok igralec. Mi smo tako povprečni igralci, glede na vse to, in imamo malo roke čez. Ko pogledamo reprezentanco Bosne ali kaj podobnega, so iz celim telesom čez in to je neverjetno videti, kako ti pride s celimi rokami čez mrežo, a ti si že tako majhen, a mreža je majhna. V tem primeru njemu. Pri nas je pa to wow mreža. Ne? Tako da svaka ti čas, to si dobro povedal, večinoma reče, da je mreža 105, 102, 103. Hvala. Čestitke, Luka, naj povem še enkrat, v našem kvizu smo že imeli enkrat to temo. In pravzaprav nisem mogel verjeti, ko sem slišal, koliko je pa visok najvišji igralec, ki nastopa na tekmah v odbojki sede. Lahko Matic ponoviva danes še ta podatek, če smo že pri tem. Ja, jaz mislim, da je 2,54 m, 53. Ja, tam nekje, odvisno, kakor ga merijo, verjetno. Ja. Kakor ga merijo, definitivno je to Iranc, ki je iz svojo tehniko usvojil svet. Ne? To je prišel čist, kako ne rečem, brez vsega, ni znal še ne žoge odbiti, da je pa najboljši igralec na svetu. In to je, njegova višina mu pomaga pri dostih stvareh, on se ne rabi sploh premikati na igrišču, dovolj so njegove dolge roke in senco ti naredi, kar pride čez. In to je to. Tako, hvala lepa še za ta podatek. Mi pa gremo naprej z naslednjim vprašanjem. Vprašanje, Matic, ki zadeva slovenske uspehe. Bilo jih je veliko, ampak tokrat nas zanima uspeh Mateje Pintar, ki je osvojila na paralimpijskih igrah zlato medaljo, tudi bronasto v paranamiznem tenisu. Zanima me, kdaj se je to zgodilo? Na igrah v Sydneyju leta 2000, v Atenah leta 2004 ali v Pekingu leta 2008? Mateja Pintar. To je zelo težko vprašanje. Nisem si predstavljal, niti mavne, da bom tole dugo. Prelomno danes, ja? Ja, škoda, ker nimam polovičke, tukaj bi svoj denar pobral in šel. Pravim, jaz mislim, da je Peking. Peking, zadnje vprašanje, oziroma zadnji odgovor, pardon. Zadnji odgovor je Peking. Bi pa izbiral še med Sydneyjem ali pa Pekingom, ampak sem izbral Peking. Peking. Luka bo najin sodnik. Ja, žal ni pravilen odgovor. Zlato je osvojila v Atenah. V Atenah, ok. Ja,
Je pa da dodam, v Pekingu osvojila bron. Odgovor ni bil tako zelo napačen. Ne? Ja, škoda. Zelo blizu. Žal točke ne moremo dati, se pravi prvi ne za Matica. Gremo, ampak res je bilo blizu. Gremo na drugo stran, vprašanje vezano na odbojko sede. Luka, ali lahko igralec tovrstno odbojko igra bos ali ne? Rekel bi ne. Ne, se pravi, mora imeti vsaj nogavice ali obutev. Matic. Ja. Tako ne sme, bos imajo štumfe gor, ne? Tako, igralci, ne sme biti brez vsega ne sme biti, mora imeti neko navleko v tem primeru, no? Ampak tudi igralci, tako bom rekel, pravilo je takšno, kot je, da bi mi igrali, da je neko prvenstvo, tukaj si lahko bos. Definitivno je pa paraolimpijska disciplina, pravilo je pa tako, da ne smeš biti bos. Govorimo o paraolimpijski odbojki, tako, in v tem primeru je imel Luka prav. Čestitke. Seveda. Še ena točka za Luko, ki je dosegel 100% izplen, res mu gre odlično. Zdaj pa še zadnje vprašanje za Matica, ki je malce vezano na diplomacijo, in sicer me zanima. Namizni tenis je odigral pomembno vlogo v diplomaciji. Zbližal je dve takrat zelo skregani svetovni velesili. Če se spomniva filma Forrest Gump, ki je tudi Forrest igral takrat namizni tenis. Zanima me, ali je bilo to v 50 letih prejšnjega stoletja, 70 letih ali 90 letih prejšnjega stoletja. Ko smo videli tako imenovano ping-pong diplomacijo. Ja, jaz se navežem na 50 ali 70, definitivno ne 90. Tako? Ko bom rekel, da bom ustrelil, nisem točno rekel da je bilo 50. leta, ker definitivno se mi 70 zdi mogoče malo kasneje. No? Zadnji odgovor? Rečva 70, zadnji odgovor. Okay. 70, čestitam. Vedel sem, da bo Matic našel pravi odgovor. V 70 letih točka za Matica. Ta diplomacija se je odvijala v času, ko je predsedoval Richard Nixon. Šlo je za ZDA in Kitajsko. Igralca, ki pa sta takrat igrala, sta bila Glenn Cowan in Zhuang Zedong, ki sta se prva pomerila. To je bila sploh prva odprava Američanov na kitajske tla, leto kasneje pa potem počel na obisk tudi Richard Nixon in tista hladna vojna se je nekako prekinila med državama. Ampak odlično sta se odrezala, tesno na koncu pa je zmagal Luka za samo 1 točko razlike. Čestitke res obema. Hvala Matic, tudi ti si se vrhunsko odrezal. Glede na to, kakšna vprašanja so bile, nisem si niti malo predstavljal, da bosta zadnji 2 vprašanji toliko težki. Moram pa reči, da je bilo vprašanje najtežje, tretje vprašanje je bilo najtežje. Prebral sem si, moram reči, da sem danes bral 3 ure pravila vašega. In sem rekel, moram si prebrati, da ne bom na koncu spadal, da nimam pojma. Tako da, sem vesel, da skupiček je dober. Tako da še enkrat hvala lepa, da sta bila v naši družbi in seveda vam želim, da bi se tekmovanja znova čim prej začela in da vam znova lahko čestitamo za nove uspehe. Ja, tako je bilo torej izjemno izenačeno. Mi pa gremo naprej z našo oddajo. V naslednjih minutah bo naš gost Franček Gorazd Tiršek, odlični parastrelec, ki je na največjih tekmovanjih na paraolimpijskih igrah osvojil 2 medalji. Spominjal se bo tudi Rija, ko se je skupaj z Veselko Pevec, ki je osvojila zlato, veselil res izjemnih uspehov naše izbrane vrste. Z njim se je pogovarjal kolega Klemen Vozu. Ja, mislim, da to je največji odraz dobrega in poštenega dela v reprezentanci. Tu se tudi odlikuje strokovno delo trenerjev. Vemo, da Polona Sladič, naša trenerka, že vrsto let dela in pa
usmerja delo v reprezentanci invalidov v strelstvu, prav tako tudi klubski trenerji, ki nam pomagajo. Tako da, kar se mojih uspehov tiče, sigurno tudi veliko zaslužno Velenje in pa seveda strelski klub Mož v Velenju. Vse to se združi v neko celoto in na konec koncev je bil viden res odličen rezultat, ki smo ga dosegli. Bi morda z Paralimpijskih iger izpostavili kakšno anekdoto, zanimivo, hecno stvar, kar vas še recimo danes nasmeje, pa vam bo ostalo v spominu? Ja, na tekmovanjih se marsikaj dogaja, to je res. Sigurno se je tudi meni pripetila kakšna zanimiva zadeva. Vsekakor ne morem pozabiti zadeve, ki se je zgodilo v Londonu na mojih prvih Paralimpijskih igrah, ko se mi je na tekmovanju pokvarila puška. Jaz sem bil v odlični formi, verjel sem vase, verjel sem v svoje znanje in pa v delo, ki sem ga vložil za ta nastop. In sem mogoče rabil kakšno uro, da sem prepričal trenerje in ostale, da kljub mojemu zelo slabemu rezultatu na prvi tekmi ni bila krivda samo v meni, ampak je bila tudi v opremi, kar se je po strokovnem pregledu orožja pokazalo, da je res puška v defektu in moj reprezentančni kolega je že končal z nastopi, tako da smo nekako sestavili iz puške Franca Pintarja, on strelja z desno puško, jaz streljam z levo puško, dejansko smo sestavili iz njegove in moje novo puško, na kar sem dejansko brez treninga šel v naslednjo tekmo in sem na tisti tekmi osvojil to srebrno mojo prvo paraolimpijsko medaljo. Treba je vedeti, da je vsako orožje nastavljeno v detajlih drugače, kajti vsak športnik oziroma vsak strelec išče svoje optimalne občutke in tako sem dejansko z res veliko samodiscipline prišel do tega velikega uspeha in to bom mi zavedno ostalo. Ja, v svoji zbirki nagrad in kolajn imate še marsikaj poleg dveh omenjenih srebrnih odličij iz Paralimpijskih iger. Na kaj ste recimo še posebej ponosni? Morda absolutni svetovni rekord iz Antalije 2012, če se prav spomnim, ali pa dejstvo, da ste v Riju bili zastavonoša slovenske odprave? Ja, to so vsi taki veliki dogodki, če se vzrem nazaj, sem pred 15 leti samo sanjal, da bi kdaj v življenju se mi zgodilo kaj podobnega, vendar vse to se piše v neko zgodbo in verjamem, da ko se bo ta športna zgodba enkrat zaključila, da bodo dejanja in dogodki veliko povedali. Kar se pa tiče največjega uspeha, ki mi je ostal v spominu, bo vsekakor svetovni rekord. Vemo, da velika tekmovanja imajo takšne in drugačne junake. Velikokrat se zgodi, da na največjih tekmovanjih nekdo osvoji medaljo, mogoče celo najžlahtnejšo. Nikoli prej ni bil dobitnik medalje na svetovnem pokalu, nikoli kasneje se je zavedno vpisal v zgodovino, če pa nekdo doseže svetovni rekord, ki pa dejansko je najvišji rezultat vseh časov na svetu in vemo, koliko športnikov se bori, da doseže najboljši rezultat, pa mislim, da to pove vse. Če se morda vrnemo še nekoliko v preteklost, zakaj ste se odločili za strelstvo? Ja, to je zdaj spet zanimivo vprašanje. Pred nesrečo, ki sem jo doživel leta 2003, sem bil nekako že povezan z strelstvom, kajti v otroških letih v osnovni šoli sem bil aktiven strelec. Takrat še v nekdanji Jugoslaviji sem dosegal že zelo vidne in pa lahko rečem, da za mladostne leta vrhunske rezultate, na kar sem se začel ukvarjati z lovskim strelstvom, vendar to je bilo vse bolj ljubiteljsko, tu ni bilo nekih rednih treningov in priprav, vendar tudi na lovskem področju sem dosegal vidne rezultate, kajti bil sem tudi državni prvak v lovskem strelstvu. Tako da nekako se je kazala ta moja strelska sposobnost in pa neki geni, ki sem jih prinesel na svet. Seveda kot invalid, ki sem postal
tej prometni nesreči sem se hitro začel zavedati, da življenje se ni ustavilo, da je treba iti naprej. Vedel sem, da šport je neki dejavnik, ki te ohranja pri kondiciji, pri zdravem razumu, pri samopodobi, ki jo kažeš navzven. Tako da sem poiskal kontakt v strelstvu, se začel pripravljati na državna tekmovanja, na regijskem nivoju, na državnih tekmovanjih sem začel osvajati najvišje mesto, postal sem državni prvak večkrat zapored v svoji kategoriji pri invalidih. Po tej poti sem bil tudi povabljen v državno reprezentanco, kar mi je bil velik izziv, da se preizkusim in dokažem sam sebi in tudi seveda ostalim, da zmorem. In tako se je začela moja športna pot. Nikaj, res izjemna športna zgodba in prepričan sem, da nikakor še ni končana. Tako, zdaj pa gremo k mlajši generaciji. Naš gost bo David Škorjanc, član košarkarske reprezentance na vozičkih. Kdo sem in kaj treniram? David Škorjanc in sem reprezentant košarke na vozičkih. Kdo skrbi za tvoj športni razvoj? Trenutno največ skrbi za to naš trener Žiga Kobašević in pa seveda me podpirajo vsi domači. Kaj pa dela vaš selektor vse te? Je on upeljal v bistvu v šport? Sicer me je upeljal Aleš Povše, ki me je poklical najprej v klub v Celju. Tam sem tudi začel in potem na prvi tekmi so me tudi opazil, sam Žiga me je tudi opazil in me je povabil v slovensko reprezentanco. In od takrat naprej tudi ne spustim veliko več treningov. Super, in to nas privede do naslednjega vprašanja. Kaj ti pomeni šport? Šport mi pomeni nek odklop od vsega stresa in se pozabiš na vse skrbi in se pač skoncentriraš samo na tisti trening, tisti šport, trenutno, ker se obadaš z njim. In je neke vrste taka meditacija. No. Super. Danes, ko snemava ta intervju, je tak bolj siv dan. Kaj te na tak dan motivira, da se vseeno spraviš na trening, da ne lenariš doma? Ko ti je neka stvar res všeč, ne iščeš več izgovorov, da je ne bi opravljal. Meni ni važno, kak dan je, na trening grem vedno z veseljem, če le lahko grem. Mora biti res hud izgovor ali pa res huda stvar, da bom kak trening rešil. No, ob taki motivaciji pa seveda še tisto zadnje vprašanje, kaj so tvoji cilji za prihodnost? Moji cilji so, da poskušam sebe nekako natrenirati, da bom lahko naši reprezentanci oziroma naši ekipi pomagal, koliko se le da in da bom najboljši, kar se da. In tako smo prišli do rubrike, v kateri predstavljamo ljudi, ki na takšen ali drugačen način dajo pečat invalidskemu športu. Naš gost bo Mitja Bokun, ilustrator, ki je oblikoval letošnji koledar. Koledar, na katerem so glavni junaki, seveda naši športniki invalidi. Ja, v bistvu mislim, da je ta ideja na zvezi že rojevala se že prej. Mislim, da je že prej hotel narediti, ilustriran koledar, ker do zdaj so bili pač klasika, fotografije pa koledar tak kot je. Tako da ta ideja je bila že prej in potem me je pravzaprav oblikovalec, ki dela z njimi, me je predlagal, ker sva sodelovala že pri nekih drugih naročnikih, tako da je vedel približno, kaj delam. In poklicali so me, povedali so mi idejo, kaj bi bilo zanimivo. Želja mislim, da je bila več ali manj tako narisati športnike invalide bolj akcijsko, tako da ne bo tako dolgočasno. V bistvu pa težko sem pa jim opisal, ker nekaj opisati, kar boš narisal, je zelo tako. Si težko predstavljati, sploh recimo stil, ki ga imam jaz. Začeli smo z eno sliko in smo videli, ok, to je to, super, gremo. In trajali pa mislim, da tako slab mesec. Je bil prisoten mogoče kakšen poseben izziv pri oblikovanju tega koledarja? Nekaj, kar
ste recimo si želeli, da bi koledar ali pa te ilustracije izpadle takšne, kot bi morale v vaši glavi, recimo? Dobar, ena je bila želja, da je bolj akcijsko, se pravi, itak so športniki, bom rekel tako, v elementu. Druga moja želja pa bila, sem že risal športnike prej, pa tudi delal za razne športne organizacije, ampak invalidov pa še nisem. Tako. In prav cilj mi je bil tako, da ko vzameš koledar, da sploh ne pomisliš, da so to invalidi, ampak da so dejansko športniki, da ne opaziš tam, da je, ne vem, na vozičku ali pa da igra košarko na vozičku, ampak da dejansko pogledaš fotko, mislim ilustracijo, da te barve tako malo preusmerijo nekam drugam. Pa še tako, sem še ekstra naredil tako, da se prezrcal, se mi zdi, da je še bolj tako izpade. V glavnem je toliko enih elementov, da dejansko ne gledaš zdaj, kaj pa temu manjka, ali pa v tem smislu. No. Tako da sem hotel malo z barvam, pa s tako kompozicijo postaviti, malo tako iti drugo pot, da se ne gleda zdaj, to so športniki invalidi. Veliko je bilo že velikih projektov, tudi sem zasledil nekako iz medijev, tudi vaših pogovorov za druge medije, pa mi povejte, ste na katerega zares posebej ponosni, da vam takoj pade na pamet, da bi se z njim, ne bom rekel pohvalili, ampak da ste ponosni, da vam veliko pomeni ali pa največ? Ene parih je bilo tako, tudi tako, bom rekel, zelo so povezani s športom. Recimo, slovensk najbolj, bom rekel, sem ponosen na projekt 25 leta Krapoviča, recimo, ker smo delali v bistvu celo vizualno podobo za 25-letnico. V tujini, bom rekel, je bolj tak, ki je bil res mil ponos, recimo Shiseido kozmetika, ker sem delal vizualno podobo za Kitajsko. Pol pa še, ne vem, v tujini recimo ilustracija za Wall Street Journal, pa za ameriški Reader Digest, recimo take bolj zveneče zadeve. Pri nas pa recimo, ne vem, ful dober, zdaj že 2 leti sodelujem s nogometno zvezo, tako da, ne vem, so pri nas tudi super projekti. Ne vem, težko bi sploh izpostavljalo, jih je res toliko. Tudi tale recimo je bil fantastičen za športnike invalide, ali pa recimo razstava v muzeju v Mojstrani, 10 let muzeja, se pravi, je bila razstava 10 sledrišč slovenskega alpinizma, je bila vse ilustrirana, tako da krasna zadeva. Imate mogoče kakšno skrito željo na vašem področju? Nekaj, kar bi si močno želeli, kakšen poseben projekt ali pa karkoli takega narisati, ilustrirati? Mislim, ful mi tako zanimiv delati, recimo, kakšne avte porisati po motorje, to sem že delal avte. Recimo želja, da bi porisal motor za MotoGP, eno ekipo. To bi bilo top. In tako smo se sprehodili do konca naše tokratne oddaje. Hvala, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje do prihodnjič in ostanite zdravi. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.